Pozdravljeni. Zbiramo se v podporo Janezu Janši in Tonetu Krkoviču. V zaporu sta zaradi sodbe, ki je politično motivirana in je rezultat insceniranega procesa. Zakaj se to danes dogaja? Odgovor da resolucija Sveta Evrope številka 1096, ki je bila sprejeta leta 1996. Ta pravi: cilji tranzicijskega procesa so ustvarili pluralistično demokracijo, ki temelji na pravni državi in spoštovanju človekovih pravic. Cilji tranzicije so ločitev treh vej oblasti, medijska svoboda in razvoj civilne družbe. Resolucija tudi pravi, da če tranzicijski proces ne uspe, bo namesto demokracije vladala oligarhija, namesto pravne države korupcija in namesto človekovih pravic organiziran kriminal. Imamo insceniran proces Patria, tisti del sodne oblasti, ki je sproducirala sodbo, zaradi katere sta Janša in Krkovič v zaporu, ignorira resolucijo Sveta Evrope. Deluje v skladu z vladajočo oligarhijo, ki omogoča obstoj te sodne oblasti in takih sodnikov in tožilcev. Treba pa je povedati, da imamo tudi poštene sodnike in ugledne pravnike, ki so svoje kritično mnenje o procesu Patria tudi povedali doma in tujini. Vladajočo oligarhijo, ki jo imamo, kot pravi resolucija Sveta Evrope, pa zelo motijo naša vsakodnevna zborovanja. Tako je med drugim dr. Dragan Petrovec podpornike odbora 2014 označil za zametek drhali. In sedaj smo za tega pravnika in penologa postali drhali. Pri tem bi pripomnil naslednje. Ko sem bil zaprt na Golem otoku, so na nas rjuli banda, banda. Sedaj smo pa drhali. Pričakujem, da bo Evropa seznanjena z enim in z drugim. Imeli smo priliko videti socialistične vstajnike, ki so nosili transparente vse v hudo jamo. Metali molotovke in granitne kocke v policiste, od katerih je bilo preko 60 ranjenih, nekateri zelo hudo. Naša zborovanja naj bi bila po Draganu Petrovcu drhal. Dejstvo pa je, da zborujemo mirno, spodobno, kot se za civilno družbo spodobi, in nihče od nas ne meče granitnih kock. Pri tem bi se rad zahvalil policistkam in policistom, ki spremljajo naše zborovanje. Vesel sem, da so tu, kajti če jih ne bi bilo, bi prav lahko demokratično socialistični vztrajniki metali v nas granitne kocke. Leta 1992 sem za časa Demosa bil generalni direktor Slovenskih železarn. Ko je prevzela oblast LDS, je železarne 10.000 uslužbenci poskusil prodati na Bermude Herman Rigelnik, ki je kasneje sedel v prvi vrsti na zboru Foruma 21 in katerega avtokomerc sedaj rešuje vladajoča politika. Ljudje te vrste iz Foruma 21 sestavljajo oligarhijo, ki ima milijarde v davčnih oazah in ki, kot pravi resolucija Sveta Evrope, vlada pri nas namesto pravne države in demokracije.
Sodba insceniranega procesa Patrie bo razveljavljena ali na Vrhovnem sodišču, ali na Ustavnem sodišču, ali pa na Evropskem sodišču. Janez Janša in Tone Krkovič in Ivan Crnkovič bodo rehabilitirani. Janša! 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 Čim kasneje bodo rehabilitirani, tem večji bo udarec tistim, ki so to sodbo zrežirali. Na koncu bom pa povedal, kar sem že povedal. Jaz sem bil dvakrat zaprt na Golem otoku in sem bil rehabilitiran. Jože Pučnik je bil dvakrat zaprt in je bil tudi rehabilitiran. Janez Janša je sedaj dvakrat zaprt in bo tudi rehabilitiran.